14. in 15. marca so v festivalni dvorani potekali prvi blejski zbirateljski dnevi. Imamo razstavljavce iz 9 držav, na kar smo kar zelo ponosni, pa tudi obiskovalci prihajajo do vse povsod. Gre pa za zbiratelje pravzaprav z večjih področji. Numizmatika, kartofilija, filatelija, stare knjige in tiski, minerali in fosili, marsikaj se najde za vsakogar. Gre v bistvu pravzaprav za ljudi, ki imajo ogromno znanja svojega področja in se na teh blejskih zbirateljskih dnevih lahko srečajo, izmenjajo svoja mnenja, pokažejo zbirke, primerjajo, se kaj novega naučijo. Pravzaprav je bil dogodek predlagan s strani Muzejskega društva Bled in skupine zbirateljev, tako da so že oni zaznali neko praznino oziroma neko željo, da bi zbiratelji, namesto da grejo v tujino, da pridejo k nam. Tako da zato se je tudi porodila ta ideja, ki jo je absolutno podprl Zavod za kulturo Bled in tudi Turizem Bled. Za nami stoji tudi občina Bled z županom Antonom Mežanom. Tako da vsi skupaj so potem omogočili, da blejski zbirateljski dnevi zaživijo. Dvodnevni dogodek so organizirali Zavod za kulturo Bled, Javni zavod Turizem Bled in Muzejsko društvo Bled. Brez podpore številnih prostovoljcev in podpore na lokalni ravni pa ne bi šlo. Želimo povezati ne samo turistično gospodarstvo, ampak tudi lokalno skupnost, športne prireditve, predvsem pa ljudi, ki imajo nek motiv, da naš prelep Bled obiščejo. Vedno razmišljamo, kakšne dogodke bi organizirali na Bledu v času nižje sezone, da bi bilo zanimivo za čim več ljudi, tudi se pravi za splošno javnost, tudi za domačine, moram povedati, za lokalce. In zdaj po teh parih urah od otvoritve se mi zdi, da je odločitev bila prava in vidim same vesele obraze, srečne, nasmejane in tudi pohvale že slišimo, tako da upajmo, da so to prvi zbirateljski dnevi in da bodo postali tudi tradicionalni. Del odgovora na vprašanje, zakaj se zbiratelji tako strastno navdušujejo nad zbiranjem različnih artefaktov, se skriva v naslednji izjavi. Ja, meni se zdi, da je to ni tako težko vprašanje. Jaz bi rekel, da smo vsi zbiratelji. Včasih so bile ženske nabiralke, moški pa lovci. Ko smo prišli v druga obdobja, pa vsi nekaj zbirajo. Vprašam kjerkrat kakšno gospod pa gospodično, če kaj zbira, pa reče, ne, jaz pa nič ne zbiram, ne. Pa reče, koliko imate pa čevljev v omari, ne, tako. In potem se pogovor odpre in se ževo pogovarjati o zbirateljstvu, a ne, ki je pa večpolno, sigurno, ne. In to, kar se danes zbira, je pretežno tukaj tudi razstavljeno. So kar zanimivi primerki, ne, od novcev, od znamk, od kartic, starih knjig, mineralov. To se mi zdi, da je en tak lep dogodek, ne. Predvsem pa bi rekel, da Bled nekaj takega tudi rabi, ne. In organizacijo, če gledam, se mi zdi, da je na odličnem nivoju. Mene osebno najbolj zanima srednji vek, ne. Novci srednjega veka, predvsem ki so krožili na slovenskem ozemlju, takratnem Koroškem, Štajerskem, Kranjskem, ne. To je recimo od 1120 do 1350, 1400, ne. Tam je skrita naša identiteta, ne. V resnici se je to dogajalo vse na tem področju. V tem obdobju je bil tudi relativen mir, ne. So bile kakšne praske vojne, ampak ne tako resne, da bi se vse ustavili, ne. In to tudi pomeni potem veliko trgovine in trgovina s sabo prinese tudi denar. O tem, kako pomembni so zbiratelji tudi za poslovanje družb, ki se ukvarjajo s specifičnimi področji, Irena Moro, direktorica mednarodnega podjetja za trgovanje z zlatom in drugimi plemenitimi kovinami. Kot prvo naj povem, da je zelo pomembno, da podpremo numizmatike, ki nam stojijo ob strani pri našem poslovanju že 20 let. To so, da ne štejem samo nekatere mogoče, Rudi Ravnik, Stanko Štiblar, Bogdan Kandus, Štiglic Janez, je žal že pokojni, Noč Franci, Leopold Kolman, ki je tudi domačin na Bledu. Tako da smo jim izredno hvaležni za vso pomoč, ki nam jo nudijo, saj tukaj oni imajo izredno veliko strokovnega znanja
ki pa ga nam pri tovrstnem poslovanju primanjkuje. Kot drugo lahko povem, da nam je zelo pomembno sodelovati v domačem okolju. Smo v Sloveniji, podpiramo takšne prireditve, kjer se zbira veliko ljudi, veliko se ljudje tudi naučijo, na voljo imajo razna znanja, veliko ljudi tudi zbira kovance, predvsem srebrnike. Veliko imamo tudi v naši firmi, imamo veliko tudi mladih zbirateljev, predvsem otrok, kar res pozdravljamo, da se starši tako intenzivno ukvarjajo s svojimi otroki in jih pripeljejo, ko pridejo po svojo naložbo, pripeljejo tudi otroke s seboj. Glede na to, da smo uradni zastopniki Banke Slovenije, smo se tokrat odločili, da bomo predstavili Slovenijo, pravzaprav predstavljamo Slovenijo s slovenskimi kovanci, zlatniki in srebrniki predvsem. Najvrednejša zlatnika sta dva, to je obletnica Jurija Vege in pa Jakoba Aljaža, dva zlatnika, ki sta bila izdana od osamosvojitve naprej. V festivalni dvorani je bil javnosti prvič predstavljen delček meteorita Jesenice Bojo, ki nam je leta 2009 skoraj padel na glavo. Pristal je na območju Mežakle in je šele 11. meteorit na svetu, ki so mu astronomi določili orbito oziroma natančno pot, po kateri je potoval okoli Sonca. Če ste pričakovali zajeten kos vesolja, gre le za 239 gramov. Povsem enostavna je bila odločitev, namreč že od začetka spremljam te sejme, v tem poklicu sem že več kot 30 let in podpiram vsako pobudo za take profesionalno organizirane sejme, zato sem se tudi priključil pobudi za Blejski sejem. Kaj pa je vaša specialnost, s čim se danes predstavljate? Danes tukaj se sicer predstavljam starimi knjigami oziroma in predvsem starimi razglednicami, drugače pa kot antikvar se ukvarjam z vsem, kar je na papirju, stare razglednice, tiski, plakati, potem knjige, jasno, grafika, te stvari. Mislim, če bi moral izpostaviti en kos iz tega, kar je danes tukaj, bi vsekakor pomislil takoj na tale Žmitkov Bled. Namreč meni je zanimiv, ker ni klasična podoba Bleda. Kanček drugačen je. Bled vsi poznamo v določenih podobah, spremljamo ga na razglednicah, na plakatih in na upodobitvah. Tale pa je kanček drugačen, zato mi je zelo zanimiv. Kdo pa je lastnik tega? Zasebnik je lastnik tega predmeta, meni ga je dal v prodajo prav za ta sejem na Bledu. Cena je? Cena je dogovorljiva. Od meteorita pa k razglednicam. Gospod Zmago Tančič jih, predvsem razglednice Ljubljane, zbira že 40 let. Vsaka od njih ponuja zanimivo zgodbo. Sem dobil eno razglednico, ko je bil kraj Stari trg ob Kolpi po požaru. To je pač dogodek, ob tej priliki so recimo izdali serijo razglednic in so s prodajo teh razglednic nabirali določene denarna sredstva za tiste, ki so bili žrtve teh požarov. In to je v bistvu potem tudi ima eno določeno vsebino, eno določeno svrho. Zanimiva zgodba je to, da v bistvu moja stara mama je bila v Ljubljani oskrbnica hotela Bellevue. In sem tudi dobil razglednico hotela Bellevue, ki je ona pisala. To je ta hotel Bellevue, ki ga zdaj obnavljajo že vrsto let. Ja, samo ona je bila oskrbnica tega hotela takoj po prvi svetovni vojni. Kratka, v njegovih najlepših časih najbrž. Hotel je bil malo drugačen, kakor je danes. Razstavljene zbirke fosilov in mineralov so pritegnile s svojimi posebnimi lastnostmi. Fluorescentni minerali so vedno zelo zanimivi, ker so tako impozantni, res so kot lučke, sevajo svetlobo, kar ni običajno za minerale kot take. Običajne so pač barve, ampak če pa še sevajo svetlobo, je to poseben fenomen in poseben fizikalna lastnost, ki je zanimiva in tudi ne toliko poznana. V živahnem vrvežu smo naleteli na učenke in učence blejske osnovne šole. Ja, drugače je dosti zanimiv, velike kamnin, ki jih nisem videl še nikoli.
V redu mi je. Pa kaj tebe v bistvu najbolj zanima od vsega tega, kar je tukaj? V bistvu raznolikost sveta pod našimi tlemi, kaj vse imamo, kaj vse lahko vidimo. Pa zanimivo je, ker je vse različno. Zelo v redu, zelo zanimiv, pa pač res je dober za pogledati, no. Če te zanima tako zbiranje kamnin ali pa pač kovancev pa tega. Te zlatnine, te kovanci zlati, ki so pač zelo veliko vredni, eni so po 300 € in pač to me je zelo tako pritegnilo. Kot pravi predsednik Numizmatičnega društva Slovenije, so tovrstne prireditve med zbiratelji toplo sprejete. Super je, taki sejmi, zdaj mednarodni, so za zbiratelje seveda izredno dobrodošli, ker se res nekaj dogaja, ne? In velika ponudba, velik obisk, tako da jaz sem kar navdušen in z veseljem sem prišel. Naše numizmatično društvo tudi razstavlja od spodaj. Predstavljamo tudi kovanc Miki Mustra, ki predvidevajo, da bo do njegovega rojstnega dneva, ne, se pravi do novembra, da bo izdan spominski 2-evrski kovanc, se pravi, da bo prišel tudi v obtok, ne, in bo pač na njem predstavljeno vsi trije njegovi junaki, Zvitorepec, Trdonija, Lakotnik. Ne. Tak sejem postavlja Bled res na zemljevid zbirateljstva in upam, da so to šele začetki. Naš namen je bil v glavnem dobiti te ljudi skupaj, vemo, da je 9 držav, ampak pri tem pozabljamo, da so te zbiralci tudi zbiralci naše dediščine, do kjer smo zelo mačehovski bili in smo še danes in se ne zavedamo, kaj v bistvu imamo. Najstarejša razglednica v Sloveniji je prav Blejska z 1889, samo par let po temu, ki je prva razglednica sploh išla. Poleg slovenskih znamk, starih razglednic in drugih upodobitev Bleda ima naš sogovornik še eno zanimivo in praktično zbirko. Zraven zbiram še, lahko rečem, manšetne gumbe in tega bi prav rad pokazal. To je lokvan blejski, to je izum naše Dore Zupan, je to list, da se zapne, to me naredi, to je unikat. Srebro se ni po materialu nekaj dosti vreden, ampak meni je zelo veliko vreden, ker mi ga je ekstra zame naredila in to malo zdaj upada, seveda imam pa kar nekaj, no, kamarkoli po svetu grem, se kaj kupam, ni drago, a ne? Pa nekaj imaš pa veliko prostora na zavzame. Zbiratelji so veseli vsake priložnosti, da lahko pokažejo svoje zbirke. V bistvu zato, da se pokaže malo, ker če je doma omar, v bistvu nobeno nič ne koristi. Toliko, da ljudje vidijo malo, kaj imamo doma po omarah pa po arhivah. Kaj točno pa predstavljate? Predstavljam zbirko Vintgerja, imam pa do 2. svetovne vojne, pa tam imam še nekaj razglednic gori. In takrat med korono ni bilo kaj zadevati, pa smo pa začeli počasi po internetu brskati. Če ne bilo korone, ne bilo te zbirke, zdaj sigurno ne. Večje zanimanje med zbiratelji so v zadnjem času opazili tudi v družbi Paraci Pervan iz Zagreba, kjer se ukvarjajo s filatelijo. Pa imam dojam da pogotovo nakon korone, odnosno za vrijeme korone kako su ljudi bili doma, da se opet stvorio malo jači interes i u zadnjih par godina vjerujem, odnosno čini mi da je to u nekakvom rastu i nadam se da će tako i nastaviti. Živahen vrvež na prvih blejskih zbirateljskih dnevih je dober znak, da je dogodek našel svoje občinstvo, ki ga bo nestrpno pričakovalo tudi prihodnje leto.